Danes prenašamo tudi v živo preko Facebooka, ker se je zelo veliko ljudi je pravzaprav prosilo za današnjo temo. Kot vemo, je v Sloveniji nekaj 10.000 avtističnih ljudi. Zdaj po novem to ni več bolezen, ampak drugačnost, ki jo moramo pač sprejeti. O tem bomo se nocoj pogovarjali. Ampak za začetek lep pozdrav vsem skupaj, dragi člani Društva Belis in vsi ostali prisotni na tem današnjem 109. Zoom srečanju. Prav prisrčno pozdravljam tudi vse, ki so se fizično odzvali tukaj v Elis centru. Dober večer vsem želim. Dober večer, hvala za seveda vse to. In ko sem vstopil danes, seveda mi je prijatelj, kako je že ime? Evo, Štefan mi je rekel danes, da je papež umrl, pa sem rekel, da je ta prvoaprilska šala veliko manjša od covida. Se pravi, ni prvoaprilske šale, dragi prijatelji, ki bi se lahko kosala z drekom, ki se je širil in se še širi okoli nas. Nikomur ne pride niti na misel večja šala od pandemije COVID in vsega, kar spada zraven. Neverjetne stvari. Tako da mislim, da so vas danes malo na 1. april, ker smo že tako našaljeni, naoštreni. Dobro, gremo po tem pozdravu, seveda najprej k našemu rednemu srečanju. Opozoril bi vas, da ste sprejeli vabila po elektronski poti in marsikdo mi je rekel, da ne vidi slik. Zato sem tukaj čisto na začetku povedal, da če kliknete desno zgoraj pri elektronski pošti, za ogled celotnega sporočila, se pravi, kliknete ogled v brskalniku, oziroma v angleščini piše View in Browser. In potem se vam odpre tudi kompletna foto oprema oziroma k tem besedilom, ki jih dodajamo zraven. Tako da dobrodošli, pogledate v mailu ali pa odprete v browserju in vidite celotno sporočilo. Zmeri dodamo kakšno fotografijo, smiselno k vsebini. Če gremo danes k pregledu zapisnikov, imamo 108. Zoom in zapisnik z dne 25. marca 2023, kjer imate tudi link. Vsi tisti, ki ste si pregledali, prebrali zapisnik od prejšnjega srečanja, ki smo ga imeli, gre za zapisnik oziroma za program, ki smo ga imeli med rednim občnim zborom. To je ta zapisnik. Ali ima kdo kakšno pripombo k temu zapisniku? Povejte na glas na Zoomu ali pa tukaj. V redu. Sprejemamo sklep, da je zapisnik 108. Zooma z dne 25. marca 2023 sprejet brez pripombe, torej enoglasno. Potem imamo pa še en zapisnik iz 3. rednega občnega zbora, kjer smo sprejeli letno poročilo za leto 2022, se pravi za lansko leto. To poročilo sem pustil, to povezavo, da si lahko ponovno prenesete, tisti, ki niste uspeli prejšnji teden ali dobiti maila ali pregledati ali priti do poročila, imate tukaj ponovno povezavo, da si ga lahko presnamete. Torej, kdor bi želel, sekundo, imamo še nekaj letnih poročil na razpolago, kdor bi želel, naj se javi. Tako, toliko o tem. Zdaj pa, kar se tiče zapisnika, ali ima na Zoomu od članov seveda naših, kdo kakšno pripombo na zapisnik 3. rednega občnega zbora z dne 25. marca 2023 ali pa tukaj v prostoru. V redu, tukaj ni pripombe. Kaj pa kakšna pohvala? Hvala lepa. Se pravi, zapisnik enoglasno sprejet in kasneje vnesli za zapisnike skupno število za sprejem zapisnika iz 3. občnega zbora 25. marca 2023 in hvala tej za to veliko delo, ker je bila ta teden obremenjena s pisanjem 2 zapisnikov, kar ni majhna stvar. Vezano na to bi se vsem članom srčno zahvalil za aktivno sodelovanje, za vso pomoč, za ideje, za predavanja in seveda za vse, ki prispevate v društvo, da lahko
take večere, sobotne večere skupno pripravljamo. Sedaj pa predlagam, da gremo na tematiko. Nocojšnja prva tema, kdaj in kako so v Združenih narodih zemljanom premeteno podtaknili agendo 2030. Pri programu bom povedal samo še to, okoli 19. ure se nam bo pridružil preko Zooma Miha Berčič, kjer nam bo povedal več o preživetveni noči za člane društva Belis, ki se bo odvijala v zadnjem vikendu, v zadnjem tednu v maju, to se pravi z 28. do 29. maja 2023. Povemo toliko naprej, zato da se boste lahko pripravili. V poročilu, ki smo vam ga poslali, je tudi napisano v nadaljevanju, kakšno opremo rabite za preživetveno noč v naravi, ki jo pripravlja Black Raven Solutions, se pravi strokovnjak za tečaje preživetvenih noči in tednov sploh v naravi, Miha Berčič, in pa maili, kamor se lahko prijavite oziroma vprašate za vse potrebno, česar ne veste, za dodatne informacije. Tako da vabljeni. Po njegovi predstavitvi in izčrpanih vprašanjih bomo govorili o politični ponorologiji in vzrokih za normalizacijo cepilnih poškodb. V glavnem, nocoj bo tekla beseda o avtizmu, kajti Združeni narodi so 2. april razglasili za dan avtizma. In potem pride Iveljana, kjer bo imela naslov Blagoslovi blagoslavljanja, kako je potrebno naše medsebojne odnose in naše delo blagoslavljati, ter kakšno dobrobit nam tak način in odnos do življenja prinaša. Potem pa seveda po kratki pavzi pride celovečeren film, ki je prejel 15 nominacij in nosi naslov Temple Grandin. Vabim vas, da se nam pridružite. Film smo prevedli v slovenski jezik, tako da bo s podnapisi in ga bomo prenašali tako preko Zooma, kakor hkrati preko Facebook strani. Naslove sem vam pa tudi posredoval. Se pravi, toliko, kar se tiče tega uvoda.